Da je lev kralj živali, je predstava, ki so jo poznali že stari Egipčani in večina starih visokih civilizacij, temelji pa predvsem na njegovih telesnih značilnostih, na košati grivi, ostrem zobovju in krempljih ter glasnem rjovenju. Simbolne pomene moči, poguma in drznosti je lev ohranil vse do danes, skozi tisočletja pa se je njegova simbolika še razraščala. V krščanstvu je lev pridobil najodličnejše mesto, saj večinoma predstavlja Boga samega. Že v stari zavezi je lev bodisi podoba Jahveja ali Kristusa. Apostola Marka pa predstavlja lev s krili, pri čemer gre za eno od bitij tetramorfa ali simbolnih podob štirih evangelistov. Ta simbol najdemo tudi v osrednjem delu stropa nad ladjo v cerkvi svetega Jakoba v Škofji Loki iz druge polovice 15. stoletja. Srednjeveški pisci bestiarijev so levu poleg do takrat že uveljavljenih pomenov, kot so kraljevski značaj, plemenitost, neustrašnost in pogum, pripisovali še modrost, preudarnost in usmiljenost. Lev naj bi namreč ubijal samo, kadar je lačen, pri življenju pa puščal nemočne, preganjane ženske in otroke. Lev kot atribut največkrat nastopa v poosebitvi kreposti moči, po latinsko fortitudo. Tudi na stropu grajske kapele na Loškem gradu lahko vidimo upodobljeno moč v bojni opravi, ki jo dopolnjuje ovalen ščit z levjo glavo. Lev od začetka velja za eno od najbolj priljubljenih heraldičnih živali in ima še danes pomembno vlogo v oblikovanju zaščitnih znakov. Na zunanjosti Homanove hiše na Mestnem trgu v Škofji Loki kranjski grb obdajata dva leva z razcepljenimi jeziki in vihravo grivo, vpeta pa sta v renesančni dekorativni traki 16. stoletja. Prikazana sta v koraku, z dvignjeno sprednjo šapo. Štrenasti šopi dlak in močno razprti prsti so značilni za poznogotsko in zgodnjerenesančno upodabljanje kralja živali v heraldiki, kjer se pogosto pojavlja kot grbonosec. Na Homanovi hiši imata leva najbrž prav to vlogo. Lev je v umetnosti pogosto upodobljen tudi v vlogi čuvarja, kar lahko razberemo iz njegove dostojanstvene drže in budnega pogleda. Srednjeveški pisci so namreč trdili, da lev spi z odprtimi očmi in je tako vedno na preži. Kot čuvarja ali simbol poguma in moči ga pogosto najdemo na prestolih, oblačilih in različni opremi, pa tudi na vsakdanjih predmetih, kot so posode za pitje. Leva najdemo tudi na pokrovu kovinskega vrča kovaškega ceha z začetka 18. stoletja. Vzpenja se na zadnjih nogah, okoli prednjih tac se mu vije dolga kodrasta griva, iz odprtega gobca pa moli ukrivljen jezik. Morda je služil kot čuvaj posode, iz katere so na svojih srečanjih pili člani ceha. Pitje iz skupne posode je bilo sicer običajno početje na srečanjih cehov, ki so enkrat letno potekala v gostilnah. V sredini prejšnjega stoletja so med arheološkimi izkopavanji na ostankih srednjeveškega gradu na Kranclju našli več keramičnega materiala. Najdbe so strokovnjaki umestili v čas od 11. do začetka 16. stoletja. Na eni od bogato okrašenih gotskih pečnic, to je plošča iz žgane gline za zunanje stene peči, je tudi podoba leva. Ima močno poudarjene kremplje, dlako pa precej stilizirano. Glava s pretirano velikimi in izbuljenimi očmi ter gobcem z iztegnjenim jezikom še kaže nekatere značilnosti starejšega obdobja. V gotski umetnosti so namreč levi običajno že veliko bolj naturalistično upodobljeni. V renesansi in baroku se realizem še bolj uveljavi in začne izpodrivati simbolične upodobitve, čeprav so levi še vedno velikokrat upodobljeni s človeškimi značilnostmi.